smo nazaj, družba moja, in če se delam, da ne vem, zakaj je tole odzadaj mene, ne? Pa recimo, da tega človeka ne poznate po slikah, ne? Kaj če rečem tole, ne? Naj bogovi slišijo, kako mi je hudo. Ali pa recimo, kak je že una bila, sanjam kot potepuh, da bil bi s tabo, ali kak je že to on pel, ali pa recimo tale kaj je, no. Jezus, je šlo vse z glave ven, ne. Toliko znanih pesmi ima kot solist, kot član skupine Pop Design, razumeš, ne. Ampak lej, mislim, da veste, za koga se gre. Dame in gospodje, to je glasbena legenda, to je človek, ki ga jaz izjemno spoštujem že vrsto let. To je človek, katerega sem imel na sumu, da je celo moj oče, kajti moja mama je bila na njega tako nora, da imam v glavi, da je tukaj nekaj moralo biti. Tako da, družba moja draga, z mano na Skypeu je the one and only Vili fucking Resnik. Vili, lep pozdrav in dobrodošel, dobro voljo z Iztokom. Lep pozdrav, Iztok, tebi, seveda vsem gledalcem. Mislim, tako sem je lepo napovedal, da ne vem, da bom kar odletel. Oziroma moram vstati, ker sem spodaj brez. To je protokol, Vili, jaz upam, da si res, da bodo tudi naše starejše gledalke imele nekaj od te oddaje, ne? Čuj, ja. Vili, prvo vprašanje, glej, zdaj vem, da si v karanteni bolj kot ne bil zaprt, nisi mogel nastopati, nisi mogel hoditi tam, ker bi želel. Si bil kaj živčen, ker jaz te poznam kot človeka, ki je kljub letom zelo energičen, ki rabi oder, ki rabi oboževalce, ki rabi akcijo. Zdaj si pa bil nekako bolj kot ne doma. Kak si to ti shendlo kot tak norec in energičen možak, ko si? Ja, veš, kako je, sej na začetku je res težko, ampak lej ti bom povedal tako. Jaz prvi mesec, dober mesec, mesec pol, sem živel od ljubezni. In ko živiš od ljubezni, si kar doma in si kar umirjen. Ampak zdaj ti pa moram reči, da sem pa že mal razočaran in jezen in čakam, da se tole konča, da začnemo spet žurati, tako kot znamo. In ti moram reči, ja, težko je. In zdaj, ko začnem malo premlevati, namreč moja Tamara mi skozi govori, kaj bo zdaj, kako bomo zdaj to in tako naprej. Tako da, ja, ona je bolj živčna, jaz sem bolj tako, ajde, se bo. Ker je pa nekaj res. V življenju se mi vedno zgodi nekakšna situacija, da nekaj pozitivnega na koncu se zgodi in se reši. In to je to. Vili, zdaj, ko si bil res veliko časa svojo najdražjo, ne, dejansko 24 ur na dan, ja. Si ugotovil, da mogoče ni prava, pa da si ga polomil, ker si imel zdaj res čas jo spoznati? Spoznal sem, da ni prava, ampak da je odlična, da je čisto za mene narejena. Kaj pa kontra? Je ona spoznala kaj pri tebi, kar ji ni bilo mogoče najbolj všeč, pa prej ni vedela? Ja, mogoče, veš kaj, je drugače živeti, je drugačen odnos, ja. Ne, ona ve, da sem jaz nor in s tem se je sprijaznila že na začetku, ampak zdaj sam spoznala, da sem mogoče še malo bolj nor. Le, ker ti imaš od vseh slovenskih glasbenikov edini certifikat o norosti, ne? Ti imaš uradno izdan certifikat, da si nor, ampak ravno zato te imam jaz tako fejs rad. In Vili, predno bova šla na videospot, pa boš malo o njem povedal, te moram vprašati, na tvojih koncertih si še vedno tako divi, ne vem, da splezaš na streho, da skačeš, da noriš, ali vse zdaj mičken opaziš, ker pa vse nisi več tako rosno mlad? Lej, ti bom pošten povedal, veš, pred leti sem začutil, ko sem skakal kot srnca, elastično. Pred parimi leti sem pa ugotovil, da pa nisem več kot srnica in da mi je težje skakati, ampak še vedno pa naredim kakšno stvar, ki jo doma, ker naprimer zdaj sem doma umirjen, ne bi naredil. Zato, ker vedno si rečem, Vili, danes bodi človek, bodi normalen, ampak potem me vedno zanese, ker vidim ljudi, kako začnejo žurati, kako reagirajo na vse to, mi je noro dobro. Ampak jaz to ne delam zato, da bi hotel ugajati, ampak zato, ker mi je res dober. Na koncu rečem tako, če bi bil normalen, bi hodil v službo 8 ur, ker sem pa nenormalen, sem pa glasbenik. Vili, tole mi še povej, skozi vsa ta leta, ko si na glasbeni sceni, že od
ne vem odkot, od 80-ih naprej. Te tvoji oboževalci pa oboževalke, ki so te sledile in sledili takrat, so šli s tabo in so odrasli, ali si dobil nove? Ti moram reči, ja, veliko je novih. Vesel sem, ko grem primer tako lahko hodim po Sloveniji in vidim, da mladina, tam bom rekel 15-18 let, oni pojejo vse pesmi. Oni poznajo vse moje oziroma večinoma, rečemo, vsaj 3/4 mojega repertoarja poznajo in pojejo. Novih pesmi tudi pojejo, kar me prav preseneča, zato pravim, da mi je včasih, bi rekel, hajde zdaj čas, da se omaknem, ampak bi bilo škoda po moje, zato ker pravijo, Vili, kjer si ti, tam je žur in tam je zabava in mislim, da če lahko nekomu polepšam tiste 2, 3, 4 ure večera, mislim, da je to največ. Je pa nekaj res, naprimer, evo, ljudi kot tvoja mama, seveda so ostali z mano, še vedno pravijo, imam roke. Ne ti moje mame tu zdaj mešati zraven. Imam jaz tebe razumel, da si ti foter moj, veš? Imam jaz tebe razumel, da si ti moj foter, Vili. Ja, res, jaz sem kar tako malo neobrit v redu, dober, nekako, ja, dober, nikoli se ne ve. Ampak v glavnem rastejo z mano in veliko je tudi novih. Vili, predno greva na video spot, samo še tole ti rečem, da boš ti, pazi to, obelodaniva to zdaj javno, v petek poseben gost na moji oddaji Nov Faktor 1915, kjer bova govorila pa o tem, kako ste zdaj poklicni glasbeniki v času karantene ostali brez denarja, brez špilov in če računate tudi na kakšno državno pomoč. Ne mi zdaj o tem nič odgovarjati, ker bova o tem govorila v petek, bi ti pa zdaj dal zadnjo minutko pogovora, da poveš malo, kakšen spot bomo videli in kaj si nam pravzaprav pripravil. Ja, lej bom rekel, težko je govoriti o stvarih, jaz sem že posnel toliko in toliko pesmi, ampak ta pesem govori zopet o ljubezni, o neki ljubezni, ko si bil mlad, zaletav in neumen in potem se skregaš nekako s punco in nehata hodati in potem čez čas ti pride vse Madonca, se ni bila tako slaba punca, vidiš naredil napako, ampak to je življenje, vedno imaš vzpone in pace. Spot smo posneli, bom rekel, v Ljubljani, na hipodromu, bom rekel, s konjem. Končno sem posnel spot in na konju. In ko sem posnel, bom rekel, ko jaham, jezdim, je stvar v tem, da sem videl, kako dobro zgledam in sem bil prav ponosen sam na sebe. Drugače pa moram reči, tako Rok Lunaček je napisal besedilo, dobre pesmi, Krešimir Tolmec pa je naredil aranžma in so se dodelali in to je bilo to. Vili, hvala ti lepa, da nam ne zmanjka časa za video spot. Ostani cool, se vidiva v petek. Z veseljem zavrtim torej tvojo novo pesmico. Gledalci, pogledajte si, kaj ti Vili je z zadnjimi 3 komadi naredil en tak novi comeback svoje kariere in dela res, res dobre komade. In jaz mu želim, da ostane na sceni še vsaj 30 let. Ali pa dokler ne bo rabo preveč Viagre. Vili, čau, 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 čau. Daj, gledalci, vidimo se jutri ob 11:15 v ponovitvi vdaje, drugače pa jutri v živo ob 16:45. Ajde, Vili Resnik.